Pozdravljeni na še zadnji festivalski dan. V nedeljo ste si lahko pogledali nekaj filmov v netekmovalnem programu. Ob 14. uri pa je v auditoriju potekal piknik s filmarji. Lepi brancini, ne? Niso lepi. Ja, to je posebna sorta. Prav izdaja, posebna izdaja v tem momentu, ne? Ob zaključku tega dogodka, ki se dogajajo zdaj 3-4 dni. To so filmski brancini. Ja, tako. S tem se ne moreš katerikoli dan kjerkoli srečati. Ne. Tako da pridete drugo leto na 18. festival slovenskega filma na filmskega brancina. Če bo sreča. Ni nujno. Da ga bomo ujeli, ne? Noben ne garantira za to, ne? Kaj se bo zgodilo, bo čas prinesel. A so že zreli, da jih zasukam? Lahko gremo v akcijo, lahko gremo. A kar tako kot čevape, ali? Lahko gremo to. Prve morda pa iz druge, ne? Evo ga. Tako. Najbolj je odvisno, koliko treme imaš, ne? Vidiš, če vidiš, ne, kakšna kamera. To je en kos, sodobne tehnologije. Če me tam neke lepe učke gledajo, pol se mi začne roka tresti. Ja, je. Ampak da se bo res do konca termično. A pa jih pa tako sam zrašil. Da, caj bomo zdaj gledali. Vsi so v uni vrsti. Res se čuti morje. Gleda, kot da nesejo. Ne sam finto, ajde, vidimo vodko režno pa celo piče. Ne, jaz ne jem školjk. Nina Rakovec in njene školjke ali Rok Biček in njegov brancin? To je zdaj taka škatljiva. Čak da probam še eno, da vidim, če je res tako dober. Najboljša, ne? Moram reči, da me je oboje presenetilo, ker je ful dober, v bistvu ful nasimpel narejen, sam sol, tle še tega ni. Kaj sem težko bi se odločila. Čakaj, še eno. Nisem ziher. Mogoče ribe, ki se hitreje naješ, ni to kot... Školjke od Nine Rakovec. Tako da hiter pejte probat, preden zmanjka. Le malo po zaključku festivala v studiu gostim dva ključna človeka pri organizaciji in izvedbi. To sta direktor festivala Igor Prasel in direktor Slovenskega filmskega centra, gospod Joško Rutar. Dober večer. Živijo. Obema najprej zastavim identično vprašanje. Vajna ocena festivala, mnenje, potem, ko se je praktično tekmovalni program izpel, vesne so podeljene, vajni prvi vtisi. Jaz bi rekel sem to, da je še en dan, še jutrišnji dan je zelo pomemben. Tako, še spremljevalni program. Recimo odločitev, da se v soboto konča, mislim, da je bila kar tudi v redu odločitev. Uspeli smo zadržati suspens glede nagrajencev in to je nekaj, kar se mi zdi na festivalu posebej nacionalnem zelo pomembno. Vendar jutrišnji dan je še, pač, mislim, ni to kar tako. Zdaj filmi v Panorami
niso filmi za ne gledati. Ne? Zdaj, težko mi je podeliti boljše termine, vendar je bila ideja taka, da zakaj pa ne bi mogoče res potem filmarji ostali še na obali tisti en dan in se res prijetno družili. Tako, jutri namreč tudi piknik, tako naprej, Nina Rakovec, pa Rok Biček, pa Špela Čadež. Se že ve, kdo kuha, to že je bodo kuhali drugim filmskim avtorjem. Kako pa vi kot direktor filmskega centra ocenjujete izvedbo festivala, filme, organizacijo? Filmov jaz nikoli ne ocenjujem. Jaz jih ocenjujem oziroma s sodelavci jih ocenjujem, pred njih financiramo, pol pa ni moja navada, da jih komentiram. Pa tudi fair ne bi bilo. Jaz pa organizacijsko pa lahko rečem, da je po moje to najboljši festival, odkar sem bil na festivalu v Portorožu. Mislim, da je vse klapalo. Če se vrnemo k zvoku na festivalu, lani je bila ena največjih kritik festivala Zvok, letos je bilo drugo podjetje, ki je za zvok poskrbelo, letos je tudi podelila Vesna za najboljši ton. Kako ste zadovoljni z rešitvijo? Ja, prvič nekam prideš, ne? Zdaj, še posebej, če nimaš tehničnega direktorja, oziroma če ne, narobe sem to rekel, če nimaš tehničnega pregleda nad situacijo, in enostavno v bistvu zaupaš sodelavcem oziroma partnerjem oziroma tehničnemu partnerju, da bo vse naredil, pol lahko narediš tudi napako. Ne? Jaz mislim, da tisto, kar se je zgodilo lani, v bistvu velika napaka, ki so jo naredili fanti, s katerimi smo lani delali, je bila to, da niso precenili, da nimajo perforiranega platna, ne? In postavili so zvočnike za platno in to je bila v bistvu katastrofa. Čeprav še vedno, mislim, da je zelo težko zvočno opremiti auditorij. Zagotovo, sploh za gledanje filmov. In menim, da pa je dejansko, mislim, letos se nam je nažalost zgodilo to, da praktično sta bila samo 2 filma predvajana na odprtem. Ne? Samo eden, samo otvoritveni včeraj, tako da praktično je pol truda šlo v prazno, a hkrati ne, ker so pa izkušnje za naslednje leto. Če malo preskočim, gospod Rutar, na digitalizacijo filmov. Že lansko leto v uvodniku sta oba opozarjala na to, da je potrebno slovenske filme digitalizirati, tudi letos je o tem tekla beseda. Kje stojijo filmi? Kje se je ustavilo oziroma se ni ustavilo in tečejo stvari naprej? Poglejte, situacija je taka, ko si ti v dilemi, da ali boš podpiral mlade, nove avtorje z temi omejenimi sredstvi, ki jih imaš, ali boš ohranil eno dediščino, ki je sicer potrebna restauracije. Pač se jaz kot in pač vsi, s katerimi delam, smo sprejeli odločitev, da bomo navkljub temu, da cenimo pač našo filmsko dediščino, smatramo, da v teh težkih ekonomskih časih je boljše, da podpiramo kreativnost, ker mislim, da ta država ogromno tudi skozi Ministrstvo za kulturo investira v neke stavbe, v neke zadeve, ne investira pa v živo umetnost in jaz mislim, da je živa umetnost trenutno vsaj pri nas prioriteta in da je treba podpirati mlade, da je treba podpirati avtorje, da ustvarjajo, da postavljajo eno ogledalo tej naši družbi in da prej ali slej bo tudi se najdu čas in tudi denar, da bomo zdigitalizirali dediščino. Pa vendarle mora obstajati nek dolgoročen plan. Ko bo denar, se menjava se vlada, pravi, da smo izplavali iz krize, verjetno obstaja nek dolgoročni načrt. Ja, seveda, naša želja je, da bomo prej ali slej začeli recimo po 3 do 5 naslovov letno digitalizirati. V bistvu je tako, da če bi se pogovarjal z arhivarji, oni bi najbolj ogroženi naslove, ne glede na to, ali je to selektivna. Moja filozofija je, da je treba najprej zdigitalizirati tiste naslove, ki so najbolj atraktivni za slovenske gledalce. Recimo, mi alarmantno stanje pri
pri kekcih, recimo, mi ne dajemo več kekcev za televizijsko predvajanje že 4 leta, ker nimamo dobrih kopij. In jaz upam, da bomo dobili tudi prej ali slej, delamo na tem aktivno, da bi dobili neke zasebne partnerje, ki bi v tem prepoznali tudi nek svoj poslovni interes, kjer bi se oni lahko skozi to tudi spromovirali, da bi pač prispevali sredstva za digitalizacijo teh filmov, ker mislim, da je to super priložnost. Dodam na kratko v bistvu. Mislim, da tle je zgodba v bistvu v povezovanju Slovenskega filmskega centra, Slovenske kinoteke in arhiva. In mislim, da tukaj je mogoče res ta problem, ker se v Sloveniji zelo težko pride do teh nekih tripartitnih dogovorov. Tukaj sploh ni dilem. V bistvu mi smo se o tem uskladili, bolj je problem finance. Ja, finance. Se pravi, spet iščemo sredstva, tokrat za kulturo v zasebnem partnerstvu. Čeprav bi za to mogla poskrbeti država. Jaz mislim, da je to da je naslov, da recimo en serial, kot so Kekci, recimo, bi za investicijo 100.000 evrov, kakor bi recimo koštala ali pa stala digitalizacija 3 naslovov Kekcev, bi moglo marsikatero slovensko podjetje prepoznati to kot poslovno priložnost. Posebej še, če je pripravljeno investirati identičen denar v 1-2-minutno reklamo, ki se vrti na televiziji, recimo. In s tem bi marsikatero podjetje, ki deluje na tem trgu, bi lahko pokazalo svojo družbeno odgovornost. Ampak zgleda, kot da v Sloveniji direktorji, pa generalni direktorji velikih podjetij niso neki ljubitelji filma. V končni fazi bi se lahko tu priključila tudi nacionalna televizija, ker tudi nacionalna televizija ima bogato zgodovino enih filmov. Dobro, skratka, to je še tema, ki zahteva natančne debate. To je na našo rano. Absolutno. Če se vrnemo na ljubšo stran, selekcija filmov, priprava programa. Kako je to letos potekalo na letošnjem festivalu? Potekalo je podobno kot lansko leto že, s tem, da je šele letos res uradno in s spremembom pravilnika festivala je dopuščena možnost programskega odbora in jaz sem že od vsega začetka bil zagovornik tega modela, kajti gledanje filmov v troje in debatiranje in odločanje in v bistvu analiziranje in kreganje celo včasih je za samo končno selekcijo boljše, kot pa če prevzame en človek sam res v bistvu vse na svoja pleča. Zanimivo je bilo to, da se je prijavilo dejansko še več filmov kot lansko leto, zdaj čeprav za te količinske zadeve meni tudi to, ne vem, te operiranje številkami ni nekaj pomembnega, bolj je pomembna kvaliteta. Je pa tudi res, da sta skupaj z mano izbirali mladi cinefilki Katja Čičigov in Bojana Bregar, ki imata konkretno, ne vem, sklonost na recimo kratki film, eksperimentalni film in mislim, da se je mogoče malo poznalo v tem programu, da je malo bolj ošter, kakor bi mogoče, kakor ponovadi prejšnja leta bil. Ampak v bistvu velik problem je bil, kako zamašiti to luknjo pomanjkanja. Manjka celovečernih igranih filmov. Da smo na koncu ugotovili, zdaj jaz bi rad slišal od vas, recimo, zdaj, a je bil kakšen izmed programov, tudi mogoče tudi kratkih ali pa srednjemetražcev, na silo porinjen noter, oziroma bi mogoče morali še malo bolj klestiti sam tekmovalni program in še manj filmov izbrati v sam tekmovalni program, to ne vem, to je večno odprto. To je vedno stvar debate, ne? Pa okusa v bistvu, osebnega, vsega posameznika. Še zadnje vprašanje za oba, pa začnimo kar pri vas, kjer smo končali, da malo bolj pozitivno končamo. Kakšni so načrti Slovenskega filmskega centra v prihodnje? Glejte, čist preprosto, naše naloge so jasne, mi moramo financirati produkcijo filmov, vse, kar se tiče filma in je povezano s filmom, bodi so to festivali, filmska vzgoja, organizirana stroka, dela, ki so namenjena za televizijo in pač naši razpisi. Mislim, da letos smo se približali temu, da ujemamo roke normalne. Produkcija je
letos se je ogromno snemalo, tako da lahko prihodnje leto pričakujemo ogromno celovečernih filmov. Jaz mislim, jaz sem štel tam od 12 do 15, tako da bojo drugi sladki problemi recimo za selekcijo. In mislim, da smo na pravi poti v bistvu in da pač imamo raznovrstno kinematografijo in da imamo ljudi, ki ljubijo slovenski film, ki ga hodijo gledati. Imamo zvesto občinstvo v Portorožu. V Portorožu ostajamo še naslednje 3 leta po pogodbi, ki smo jo letos podpisali, in da delamo na tem, da pač promoviramo našo kinematografijo tudi v tujini in tako naprej. Tako da jaz mislim, da mi zelo fair delamo to, kar delamo, in da smo vedno odprti v bistvu. Par akcij smo letos sprožili, ki so bile nove, edinstvene. Ne vem, prvič smo bili recimo v Clermont-Ferranu na sejmu kratkega filma, to bomo nadaljevali. Danes smo predstavili eno inicijativo poglobljenega sodelovanja z Hrvaško in s Furlanijo Julijsko krajino. Mislim, da je to en odličen projekt, ki lahko raste, ki bo ponudil skozi čas našim producentom in avtorjem ene krasne priložnosti za boljše delovanje. Skratka, projektov je dovolj, in če tukaj, Igor, predam besedo kar vam, kakšni so pa načrti za festival prihodnje leto? V bistvu festival je direktno vezan na delovanje Slovenskega filmskega centra in v bistvu jaz bi najprej tudi zaželel, da dejansko se neha ta stihija in ta v bistvu zanka kolorature, ki ga Slovenski filmski center ima, kjer praktično nimajo dovolj sredstev za niti malo nogometno ekipo v bistvu furati. Delajo se zadeve toliko pomembne in toliko se jih naredi dejansko v enih podhranjenih zmožnostih. Recimo, samo primerjavo poznam dobro recimo ustroj Hrvaškega audiovizualnega centra, kjer je praktično 3-krat več ljudi, ki delajo, ki so in zaposleni in kot zunanji sodelavci. Praktično, če hočeš narediti še kaj več, v bistvu moraš imeti vojsko. Pač seveda, oziroma možnosti. In to, kot je Joško napisal v uvodniku zelo dobro, mir od politike in v bistvu avtonomijo, pravšno in popolno. In tako da to vsi čakamo, ker se s filmom ukvarjamo, da bi končno že prišli na tistih, koliko smo rekli, Joško, 8 milijonov ali pa 9, ne? Torej, kot vedno in še vedno čakamo na boljše čase. To ni želja, ki je neuresničljiva, to ni želja, ki je muha enodnevnica, to ni želja, ki bi morali se še, mislim, ne vem, boriti za njo. To je realnost, to je zahteva, to je spraviti stanje spet na neke normalne okvire. Skratka, pričakovanja od nove ministrice so tu zelo visoke. Ne gledajte za novo ministrico. Jaz mislim, da je to stvar, kakšno prioriteto bo pač pripoznala ta naša država. Jaz mislim, da naš audiovizualni sektor je tako močen, da v njem plava, v tem našem morju plava toliko različnih takih, tako vrhunskih talentov, da je tem ljudem zgolj treba omogočiti, da so kreativni, ker v bistvu v teh časih in ta politika, ki nas trenutno vodi, v bistvu nas vodi v neko prekero, nekaj tacga, v bistvu temelj in v bistvu temelj sodobne družbe pa so kreativni, inovativni ljudje. V bistvu audiovizualni sektor v Evropski uniji ustvari 2,6% BDP-ja. To pomeni na letni ravni, to sem zadnjič računal, cirka 300 milijard evrov letno ustvari audiovizualni sektor, v bistvu kreativni sektor v Evropi, mislim, je za primerjavo BDP Slovenije je pa 35 milijard, se pravi, zgolj dati priložnost in dati ljudem delo, ker pač ukvarjamo se z medijem, ker je medij prihodnosti, internet, vse je to. Film, internet
audiovizualna dela, to so mediji prihodnosti. To vsi mi percipiramo in konzumiramo vsakodnevno. Zelo na kratko. V bistvu sodelovanje z občino, dobra stvar, ampak še zdaleč, da je bilo popolno in da je bilo dokončano. Dobro, nadgradnje sodelovanje s Piranom, z občino Piran. Ja, ampak videli smo praktično auditorij Portorož, glede tudi na intervencijo našo, mojo, da morajo zagotoviti tehnične pogoje v dvorani. Z novim letom bojo imeli zagotovljen svoj DCP projektor, omogoča jim, da čez leto tudi peljejo filmski program. Jaz mislim, da je to edina rešitev, da ne moreš ti festivala furati dobro, če prideš 5 dni, ga prestaviš in potem eno leto nič. In v bistvu tukaj mislim, da je tukaj potrebno razvijati še več tudi kontaktov, pomagati s tem lokalni skupnosti, da začne razvijati filmsko umetnost, kajti interesa je, vedno večji je in v bistvu to, Joško, v bistvu malo je razočaranje v tem ravno, da je večina publike je v bistvu profesionalna publika. Ne? In to je potem tisto, kar v bistvu bi želel, da bi festival prerastel to in da mislim, jaz sem zadovoljen v bistvu tudi številom obiskovalcev sem, ampak ravno to iskati to lokalno publiko, s pomočjo občine v bistvu dobiti še več promocije, v bistvu občini razložiti, da praktično, da morajo investirati, če hočejo potem tudi dobiti nazaj turisti, ki so še vedno v Portorožu, v bistvu. Letos nam je prvič uspelo filme podnasloviti v angleščino, v bistvu je bila ta zahteva, ne. Zakaj pa ne? In zakaj pa ne, Joško, potem tudi dodatno, recimo z sodelovanjem še malo večjim Ministrstva za kulturo mogoče, dobiti še dodatne sredstva, da se povabi v Portorož tistih izbranih 10 do 20 tujih novinarjev, tujih selektorjev, ne, in da tukaj gledajo na mesto samem produkcijo slovensko, ne, in v bistvu, ampak to je investicija, ne, praktično. Mislim pa, da je bilo potrebno. Sej v bistvu letos je bilo že kar par dobrih selektorjev tukaj, mogoče naslednje leto jih bo še več, tako da... Zagotovo se nam obetajo odlični časi slovenskega filma. Lahko rečemo. Ja, gledajte, to je tudi na vas. Absolutno. Gospod Igor Praselj in gospod Joško Rutar, hvala, da ste bila moja gosta v studiu. Hvala. Lep pozdrav, do svidenja. To je vse, kar smo vam pripravili v 17. festivalu slovenskega filma v Portorožu. Če ste katerega od zmagovalnih filmov zamudili in bi ga radi pogledali ali si ga ogledali še enkrat, lahko to storite v ljubljanskem kinodvoru 16. septembra ob 21. uri. V imenu... Klemen! Kamera 3! Klemen! Spoštovani gledalci, v imenu video ekipe se vam zahvaljujem in upam, da bi Klemen ne povrnil tele banane. Se vam zahvaljujem, da ste nas gledali. Ura je prepozna, zato se bom od vas raje poslovil preventivno. Želim vam prijetno življenje, čim več dobrih filmov in seveda, da se ponovno vidimo na 18. festivalu slovenskega filma. Lahko noč. Konc. Ja, Klaudi. Ne. Jebi se. Kdo bo to montiral? Aron. Ok. Daj, skini luč. Gdje luč ugasimo? Lahko noč. Ajde bo. Lahko noč. Jaz se igram 604. Dobra.